In sedaj se vračamo v naš tretji del torkov, kjer preučujemo pravi vzrok bolezni. Pogledali smo si cikl življenja, oziroma v angleščini cikl. Hkrati, ko smo si jasno pogledali, da bacili ne povzročajo bolezni, ampak da so posledica nečesa. In zato Ellen White pravi, 127, Ministry of Healing, pri bolezni je potrebno ugotoviti vzrok. Kako pa ugotovite vzrok? Vprašate vprašanje, sprašujete vprašanje. Mnogo vprašanj vprašate. Zgodovino gledamo, se spominjate, simptome. Seveda, odzivov ne boste dobili, dokler ne boste začeli nekaj tudi implementirati, neke poskuse zdravljenja. Torej, ko pogledate zgodovino, kaj je vaše merilo? Merilnica. 8 zakonov, 8 načel zdravja. Torej, če je nekdo dehidriran, takoj vemo, tukaj je en problem. In če gre kdo vsak dan spat ob polnoči, še en problem. Torej, vidite, vaši načela zdravja so vaša merila. In ko sem prvi začela to delati, moj mož je začel pričeti svoj lasten pobeg zdravja, sanatorij. Jaz pa sem bila mama doma, ki jih je učila doma, kot mater. Sem že kdaj pomagala materam, ker sem seveda uporabljala naravna zdravila tudi svojim otrokom. In zato sva začela ta zdravstven center. In moja 17-letna hčera je bila maserka. 15-letna hčerka je kuhala, odkar je bila 13, takrat je bila 15, torej ona je kuhala. Moja hčerka po možu je zelo dobra tipkarica, mislim, da od leta 12 let je postala od moža sekreterka in najni 3 fantje, ki so bili 11, 13 in 14, oni so skrbeli za vrt. Torej, imela sva svoj tim. Dobra reč, če imaš otroke kot svoj tim, je to, da jih ni potrebno plačati. Vsaj na začetku ne. In rekla sem Michaelu, kdo bo pa direktor zdravja? Ti. Jaz sem rekla, ne, jaz sem samo mama, ki pomaga drugim mamam. Ne, te bo že v redu. In šel je ven iz sobe. Ojej. In vem, da so tudi vse božje zahteve, pričakovanja, tudi njegovo usposabljanje, da nas usposobi. Torej vse, karkoli pričakuje od vas, če to storite z odprtim srcem, s ponižnim srcem, je on sposoben to storiti v vas. V bistvu piše, njemu pa, ki more nad vso mero storiti preobilo več, nego kar prosimo ali umemo. Pomoči, ki deluje v nas. Tako sem torej pričela. In res se nisem počutila, da bi karkoli vedela. Sploh veliko. Nisem se počutila, da bi bila kvalificirana ali sposobna, da bi to storila. In torej, ko sem se posvetovala, tako sem se posvetovala. Šla sem čez njihovo zgodovino, otroštvo, njihove simptome in malo po mali šla čez teh 8 načel zdravja, koliko vode pijete. In potem, ko vse to storite, dobite tudi en občutek, zakaj je problem tak, kakršen je. Kar sem vedno storila, je bilo to, da razjasnila probleme in kako s temi problemi. To so bili vaši simptomi v bistvu. Simptomi. In ko bomo šli skozi to usposabljanje zdravstvenega misionarja, se bom potrudila, da bodo vsa vaša vprašanja odgovorjena in bomo to razpakirali in si pogledali več detajlov. Ampak, kaj bi vam rada se danes dotaknila, je to, da kako dobimo plesen in kvasovke iz telesa. Obstajajo 4 načini, kako pride noter, čez kožo. Ne dotikajte se. Nikoli se ne dotikajte plesni. Če je nekaj plesnevega, dajte rukavice gor ali papir in jo prenesite in dajte stran. Zdaj, ker bo vaša koža to absorbirala. Torej, vaša koža, tudi vdihate lahko plesen. Takrat bi bil edin razlog, da nosite masko. Poznam nekatere gospe, ki so samostojne mamere, ko so otroki šli v šolo in matere so morali iti v službo in se začelo ukvarjati z čiščenje z zelenimi čistili, torej čistilke, ki so uporabljale samo naravne proizvode.
In če se ne morete privoščiti vseh teh fancy biorazgradljivih čistil, imate še vedno kis in soda bikarbono. Torej, in če je res trmasto, jih dajte skupaj in boste dobili peno in potem drgnete in to bo to. In če bi po vrhu radi še prijeten von kopalnice, dodajte nekaj sivkinega olja na krpo in pomažite malo. In ko bodo gospe prišle, jim bo dišalo prijetno. Tudi z evkaliptusovim oljem gre to. Ampak poznam eno gospo, ko sem bila na področju, kjer mi je povedala, kjer je živela in je dala oglas v časopis čistim z naravnimi čistili. Čez 1 leto je rekla, sedaj delajo 3 punce za mene. Povem vam zato, ker če greste v kopalnico in če je črna od plesni, veste, kaj storite? Obrnete se in rečete, prostite, nekoga drugega rabite za to. In ne izpostavljajte se za to, temu, plesni. Morda je potrebno pol ure, da ste noter. In morda je potrebno na to 10 let, da se tega znebite. Da se znebite tega iz telesa. Zaščitite telo. Eden izmed naravnih načel je zmernost. Ne jemajte stvari, ki so škodljive, ampak dobre, v pravih merah. Torej, koža, dihanje, ali če zaužijemo, ne jejte nič, kar je plesnivo. Včasih ljudje odrežejo plesnov del in jejo preostanek. Jaz pa vam povem, da je vse prežeto s tem. Plesen se pojavi šele, ko je v končni stopnji razgradnje. Riž. Zelo pazljivi z rižem bodite. V knjigi, ena izmed knjig, ki jih imam, se imenuje Mikotoksini in njihov vpliv na človeške in živalske zdravje. In 1920 je bila epidemija, problem srcev, vse po Aziji. In sledili so temu k plesni na rižu. Torej leta 1921, morda si zapišete to, ker je to zelo pomembna informacija. Rada povem stvari, ki jih potrebuješ 30 sekund, da jih poveš in mnogo povedo. 1921 je Japonska dala zakon o rižu, izpisala. In ta zakon je dal stroga pravila na skladiščenje in zadrževanje kuhanega riža. Torej, če greste v Azijo danes, ne boste dobili včerajšnjega riža. Zakon je pisal, da je riž mora biti skuhan vsak dan sveže. Če želite skuhati kuhan riž, ga skuhate zjutraj in ga pripravite za kosilo. Suši ponovno, zjutraj ga skuhate in za kosilo ga pripravite. Ampak nikoli naslednji dan. Torej, ker sem šla nekam v cerkev, nikoli ne jem riža, kjer je ponujen. Kar pa delamo pri nas je tako, da zjutraj damo riž v počasni kuhalnik, zgodaj zjutraj, in potem je ravno pripravljen za kosilo. Če ga preveč skuhate, ga lahko zmrznete. Ampak ne uporabljajte ga naslednji dan. 2 živili sta zelo dovzetni za plesen. Ena so arašidi in druga je kuhan riž. Zapomnite si, da je to še preden vi to sploh vidite. Imela sem moškega, ki je imel 30 let, zdravstvene probleme in čez vse sem šla in nič nisem videla, kar bi bilo narobe. Čeprav njegova energija je bila nizka. In omenila sem riž, pa rekel, ja, skuham si skledo riža in potem ga pojem cel teden. Cel teden ga jem. In sem rekla, aha. Ker, kot boste videli, plesen in gnjive živijo v anaerobnem okolju. Gospe, to morate pozorno poslušati. Kasneje se boste pogovarjali. Nočem, da to zamudite. Zapišite si, kaj bi se rade pogovarjali in se boste pol pogovorili. Ste slišali? Glive, plesni, kvasovke živijo v anaerobnem okolju. To pomeni brez kisika. Torej, ko so aktivne v telesu,
se počutimo brez energije. Zelo nizko, brez energije. To ni en simptom nizke energije, ampak to je eden izmed teh simptomov. To bomo bolj v detajle tudi preučili. Torej, te so anaerobne. Zato želite, da veliko zraka pride tudi na vaš kompostnik. Da spodbujete bolj aerobne organizme in ne anaerobne. Torej, dobite lahko skozi kožo, pljuča in z zaužitjem plesen. Mi ne uporabljamo nikakršnih arašidov, sploh. In večina ljudi pozna kitajsko študijo verjetno, Colin Campbell, ki je jasno pokazal, da so otroci umirali zaradi rak jeter 8 do 10 let in on je naj bi to raziskal in odkril je arašidovo maslo. Vsaka posodica je imela alfa-toksin, je vsebovala. Torej plesen je aspergillus in ta plesen izloča alfa-toksin. In ta direktno vpliva na jetra. Medtem pa, ko v Aziji so odpadki plesni na kuhanem rižu direktno vplivali na srce. In videli boste v moji knjigi, kjer bolj detaljno piše. In mnogo knjig je, ki jih lahko najdete na internetu, ki gredo še veliko bolj v te detajle. Kaj se zgodi, če je dobra kvaliteta arašidovega masla? Torej, če bi se zgodilo z dobro organskim arašidovim maslom, ja, tudi bi se zgodilo. Razmislite o tem. Arašidi niso orešček, ampak so stročnica. Rastejo v tleh. Zelo lahkotno splesnijo. V Avstraliji 75% Avstralcev živi v mestih, njihova hrana pa zraste na podeželju, to požanjajo, dajo v silose, mrzlo in vroče v silosih, kaj se z njimi dogaja? Torej, pride do vlage in takrat pride do plesni. Torej, imam prijatelja in on ima prijatelja, ki je delal tezo na mikotoksinih, torej na odpadkih plesni. In on je svojo tezo naredil v Kingaroy, torej v Queenslandu v Avstraliji. In veste, kaj tam raste največ? Arašidi. In tam je delal svojo študijo. Če vzgajate arašide in jih takoj požanjete in jih počasi spražite, skuhate, rekla, da verjetno so potem brez teh alfa-toksinov. Ampak to je zelo težko. Vprašanje, kakšne zdravstvene probleme srca lahko ta plesen na rižu povzroča. To so imenovali cardiac beriberi. In v bistvu je šlo za stanje srca, kjer srce ni pravilno delovalo. Kot recimo aritmija. Lahko, ampak veliko razloga lahko za aritmijo. Srce bomo še preučevali. 4 načine, kako lahko pride v nas. Koža, inhalacija, zaužitje in spolno prenosljivo. Vse bolezni, ki se spolno prenašajo, imajo predpono miko. AIDS je v bistvu gljiva. In potem vprašanje za $1 milijon je, kako se tega znebimo iz telesa. 1. Stradanje. Zapomnite se, da so to organizmi priložnosti in živeli bodo tam, kjer se dobro hranijo. Kako jih stradamo? 1. Izklopiti je treba pipico. Poskrbeti je treba, da ni več plesni v vašem domu. Kaj dela sonce s plesnjo? Ubija. Torej, sonce bi moral priti v hišo. Svež zrak. Vklopite ventilatorje. Kaj pa, če imate plesen v kleti? Potem morate uničiti to plesen. Moja žena ima klet, živi v Wisconsinu in ima tudi napravo, ki jemlje vlago iz zraka in to ima neprestano pržgano. Ventilatorji so dobri, da zrak cirkulira. Hkrati je potrebno poskrbeti tudi, da je vaša klet dobro odvodnjana, ker je to lahko razlog za mnogo bolezni. Spoznala sem gospa v ZDA, ki je rekla, da so mogli porušiti celo hišo, ker je to prišlo iz kleti. Vsi člani družine so bili bolni. In pri vsakmu je bilo drugače, različne bolezni. En sin je imel sinusa, drugi imel astmo,
ona je dobivala glavobole in vse to so bili izrazi, ko plesen vstopa v njihovo telo. Torej, odkrili so, da je šlo za klet in na koncu so ugotovili, da je hišo potrebno uničiti, potreti. In to Biblija tudi pravi, če je plesen v hiši, jo je potrebno uničiti, ker te lahko ubije. Veste, kaj je zanimivo v Bibliji, če si pogledate King James verzijo, tisto, ki jo jaz berem, piše zelenkaste ali rdečkaste jamice, udrtine. V novih prevodih pa piše plesen. Torej, plesen v hiši pravi, očistite omet, očistite hišo in ponovno nametite omet, zaprite za 2 tedna in potem naj bi duhovnik prišel in precenil. In če je nazaj zrasla, in Biblija pravi, potem je potrebno vso hišo razdreti in jo odnesti ven iz mesta. V 3. Mojzesovi piše to, 14. poglavje. Temu se reče gobavost hiše, gobavost v oblačilih. To imenujejo ponovno plesen. In tam piše, da moramo to sežgati. To je potrebno sežgati. Vse žimnice, če imajo plesen, sežgati. Gremo sedaj na plesen na koži. Če bi uporabila isto besedo, bi bilo to plesen na koži, ker je ista beseda v hebrejščini. Ampak danes to imenujemo kožna bolezen. Ampak gobavost je v bistvu glivična bolezen. Zanimivo. Torej se stradati jo je potrebno. Brez tega, da se spet izpostavljate. Gremo sedaj v telo, kaj je najljubša hrana gobavosti, cukor in kvas. Okay. Imamo knjigo v naši knjižnici od onkologa, ki se imenuje dr. Tullio Simoncini, Italijan, mislim, da je trenutno v zaporu. Imel je 90% uspešno zdravljenje raka in ubrizgaval je sodium bikarbono direktno v rak. Veste, soda bikarbona je zelo alkalna in če jo ubrizgate, ki jo daja alkalnost, in seveda rak ima rad kislost in ne more preživeti v takem okolju. Ni čudno, da je bil tako uspešen. Očitno je, da je imel pacijenta v zelo poznem stadiju raka, ki je umrl. Moj mož je rekel, če bi mu le ubrizgal kemoterapijo, potem ne bi šel v zapor. Vidite bistvo, poanto? In sedaj mu grozi, da je umoril človeka. Neverjetno. Ampak njegova knjiga, to je en izmed ugovorov proti meni, da citiram osramočenega onkologa, kar je dr. Tullio Simoncini. In mož mi je rekel, bolje je, da ga ne citiraš, ampak ga vseeno, ker imajo tako dobre rezultate. In ne verjamem, v mojih očeh on ni osramočen. Samo to, da je bilo nesrečno, da je eden izmed njegovih pacijentov umrl. Samo to je storil. Ubrizgal je sodo bikarbono. Veste, da naša sluznica želodca dela sodium bikarbonat in tudi naša slinovka, da bi alkalizirala kislino, ki prihaja v naš 12-ternik. To si bomo pogledali, ko si bomo pogledali naš potek skozi prebavni trakt. Torej, naravna substanca. Ali Elumain ne pravi, naj ne uporabljamo sodo bikarbone? Ja, seveda, za sladice. In res verjamem, da to govori o ljudeh, ki so imeli tortice 2-3krat na dan. Sodo bikarbono. Ali bi svetovala sodo bikarbono piti samo, če bi človek imel raka na grlu, ali pa če bi imel raka na želodcu, da bi ga grgljal, ali pa da bi ga zgodaj zjutraj pil. In morda pit preden gre spat. To je edina reč v našem telesu, ki mora biti kisla, je naš želodec. In seveda ne želite neutralizirati kislosti želodca, ampak kislo je samo. Hidroklorična kislina se proizvaja samo, ko vohamo ali pa mislimo o hrani. Potem prične proizvajati kislino, da bi razgradil beljakovine. Zato ne svetujem, da pijete soda bikarbono. Ampak dr. Emmerfields mi je dala recept za obkladke iz soda bikarbone. In to je 2 kg soda bikarbone in 5 litrov vroče vode
In to, kar s tem naredimo, da v to reč namočimo brisače, da dodamo morda malce limonce, ožamemo in potem pokrijemo počasi celotno telo s temi brisačami. Oseba ima lahko gljive v svojem telesu, pa nima raka. Ampak, če se to nadaljuje in ostane tam in je dobro hranjen, potem sigurno lahko zraste v raka. Rak ljubi. Dobro je vedeti, kaj rak ljubi, da ne bi tega počeli. Rak ljubi glukozo, cukor. Torej, ko imamo nekoga, ki bi rad premagal raka, mu damo hrano z malo glukoze, cukra. Torej, nič sadja, nič meda, niti naravnih sladkorjev. Kaj potem je? Zelo veliko zelenjave, zelo veliko stročnic, oreščkov in semen. Vse te hrane so zelo nizke z glukozo. In to pomaga stradati raka. Ker rakave celice porabijo 15krat več glukoze kot v primerjavi z drugimi celicami. Gospa me je nekoč nazvala in rekla, si slišala, v Ameriki dela raziskavo, ki kaže, da rakave celice porabijo 15krat več glukoze in da rakave celice rastejo v anaerobnem okolju. Torej, rak ljubi anaerobno okolje, brez kisika. In veste, kaj je moj odziv bil njej? Sem vesela, da to počnejo, ampak ste vedeli, 1942 profesor Wahlberg dobil Nobelovo nagrado, da je to odkril. In to je bil 1942 že. Ampak verjetno veste, da so Rothschildi in Rockefellerji prišli na sceno in financirali raziskavo raka, da bi prestopili na kemoterapijo in obsevanje in kirurgijo. Potem so takrat veliko stvari tudi pozabili in so se izgubile. Rak torej ljubi glukozo, ljubi tudi anaerobno okolje, zato mu želimo dati veliko kisika. In če se vrnemo nazaj k tem, da ga stradamo ga z posebno dieto, ponovadi svetujemo, da ljudje ne jejo sadja, nobenih sladil za 6 tednov. Lahko jejo različne stvari. Nekateri bodo morda imeli v ponedeljkih črn fižol dan, torek leča, sreda tofu, četrtek nekaj drugega in še drugi fižoli. Vsak dan si lahko nekaj drugega narediš. Pred leti sem bila v Punjab, Indija, in 5 dni sem tam učila. In hindujci, ki so me vprašali, naj pridem. S čim te bomo hranili? Sem rekla, dal. Rada imam dal. Torej ob 9 zjutraj sem ga imela, ob 3 popoldne, vsak dan. Vsak izmed teh dalov ni bil enak drugemu. 10krat sem jedla dal in vsak je bil drugačen. Različne stročnice, različni okus, različna zelenjava. Veliko stvari lahko naredite. In to naredi veliko bolj zanimivo za ljudi, ki so izbrali, da bi dali svojemu telesu pogoje, da premagajo raka. Druga stvar, ubiti. Verjamem, da se moramo odstraniti od mentalitete ubijanja, ampak obstaja zelišča, ki ubijajo plesen in gljive, pa ne bodo ubile vas. Ali ni to dobra novica? Torej imamo česen. V moji knjigi Self-Heal by Design to definiram. Česen. Ekstrakt iz olivnih listov. Ekstrakt iz semen grapefruta. In ne semen iz grozdja, ampak grapefruit. Na voljo je tudi iz Južne Amerike rastlina Pau de Arco, ki se nemško imenuje lapaho. Ne uporabite vse municije hkrati. Kar mi delamo je to, da menjamo. Česen 2 tedna, ekstrakt olivnih listov 2 tedna, ekstrakt iz semen grapefruta, Pau de Arco 2 tedna, morda oregano, tudi ta je močen, tako močan, da morate pričeti z 1 kapeljico 3krat na dan, potem 2 kapljice 3krat na dan. Esencialno olje, ja.
Kadar vidite esencialna olja, to pomeni, da so zelo močna, to pomeni, da so zelo draga. Ali je premočno zaradi telo, da bi to prenesel? Ja, za telo je premočno. Izmenjavati je treba. Najprej eno, potem drugo. Tako mi ponavadi operiramo. Torej, te rastline pobijajo glive in ne ubijajo vas. Tretja reč, alkalizirajte. Ker rak ljubi kislo okolje. In to bomo definirali kislo, bazično, v posebnem predavanju. Mnogo knjig imam v moji knjižnici, ki so ljudi, ki so premagali raka, in rad si preberem, kaj imajo skupnega. Nekateri svetujejo semena marelic, nekateri svetujejo direktno vbrizgavanje v žilo vitamin C. Mnogo različnih pristopov je. Tretmaji z vročinskim kopeljo. In to se vas lahko zelo zmede, vse skupaj. Rada grem k skupnemu količniku. In to so skupni količniki, ki jih sedaj naštevamo. Rak ljubi glukozo, ljubi anaerobno okolje, ljubi kislino. Torej, mi hočemo storiti to, kar rak sovraži. Kaj torej rak sovraži? Sovraži alkalno okolje. Sovraži kisik. In rak sovraži premalo glukoze. Nizko raven glukoze v krvi. Telo se bo pozdravilo samo, če mu damo prave pogoje. In mnogokrat smo videli, da so se ljudje pozdravili od raka samo s preprostimi načeli. Kako torej alkaliziramo? Zeleni sokovi. Se spomnite, ko sem rekla, ne pijte soda bikarbone, ker ne bo alkaliziral vašega tkiva, ampak alkalizira samo to, česar se dotakne. Torej, če imate raka na želodcu in to pijete, bo to alkaliziralo to. In če ima nekdo raka na črevu, ima lahko enmo. Ampak zeleni sokovi, ko jih pijete, gredo v tkiva in alkalizira tkiva. Kot boste videli v naslednjem predavanju, bomo v detajle pokazali, kako so zeleni sokovi bogati z alkalnimi minerali. Torej, kar mi počnemo v Misty Mountain, naberemo divje rastline, bučne liste in vse, kar je za jesti in je zelene barve. Ponovadi uporabljamo 4 zelišča na dan, še posebej kopriva. Imate koprivo tukaj? Mnogo. Ta ima več mineralov kot večina. Ja. Dobra novica je, da jo ne rabite jesti sveže, ampak če jo skuhate, se zgosti, lahko jo džusate, mi jo zblendamo z vodo in precedimo. Dodamo tudi veliko mete, da je malo boljšega okusa in okus na koncu ima kot tekoča trava. Precedimo seveda in to vsako jutro naredimo. Sveže. Če pa to ohranjate predolgo, pa seveda zgnije, ne? Kar mi svetujemo našim gostom, ki pridejo premagati raka, je, da na sokovnih dnevih imajo 4 kozarce na dan in na dneh, ko jejo, dobijo pa 3 kozarce. In ja, to so 3 250 ml kozarci. Druge stvari, ki jih počnemo, in vsi nimajo tega, ampak po Božji milosti imamo tudi enega. In to je hiperbarična komora. In hiperbarična komora dodaja kisik pod pritisk. Torej, deluje kot napihljiv šotorček, ki se zapre in potem pride not kisik pod pritiskom. Torej, Henryjev zakon pravi, da se več plina v tekočini pod pritiskom. To je Henryjev zakon. Torej, plin, kisik in tekočina je naša kri.
Sicer košta $25,000 in nimajo vsi tega, mi pa smo to dobili zelo poceni. Mi za to računamo $90 na tretma. To je morda nedosegljivo večini ljudem in to je razobljivo. Torej, kako bomo napolnili telo s kisikom? Torej, večkrat na dan telovadimo. Tretja točka. Še en alkalizator so obkladki sode bikarbone. To je dokaj intenzivni tretma in dobra novica je, zaradi Tomasa, kar je sicer na YouTubeu, ki je to pokazal, obkladke sodo bikarbono. Podala vam bom zgodbo doktorja, ne doktorja, samo Elizabeth Koth, ki je prišla k nam s 3 tumorji v svojem trebuhu in zdravnik je rekel, da bi mogla imeti takoj kemoterapijo. Nekaj poznih 50 je bila stara takrat. Odločila se je, da ne bo šla na kemoterapijo in poslušala je nekega od mojih DVD-jev o raku in zato se je prijavila k nam v zdravstven center in takoj smo začeli implementirati vse te reči. Nismo imeli še te hiperbarične komore, ostala je 2 tedna. 5-krat na teden smo jo oblekli v sodo bikarbone obkladke, približno za 1 uro. Vsak dan je imela zelene sokove in menjavala je različna zelišča, smo ji dali, veliko zelenjave in stročnice jedla in nekaj seben. Šla je nazaj k doktorju 3 mesece kasneje in je rekel, ja, delajte, kar ste delali do sedaj in pridite nazaj čez pol leta. Takrat nazadnje je pa rekel, takoj morate imeti kemo. Ko je prišla nazaj, njena kri bila že normalna. Torej, prišla je nazaj po 1 letu in en izmed tumorjev je že izginil popolnoma. In morda je trajalo še 10 mesecev in še en tumor je popolnoma izginil. In rekla mi je, nikoli se nisem počutila tako dobro. Mislim, da je sedaj že 70, gospa. Izgubila sem težo, ne rabim več naprave za pomoč pri spanju, brez zdravil sem. Sedaj tudi podaja kuharske tečaje. Ona je sicer iz Poljske in rekla je, jaz sem včasih delala vse sladice v cerkvi in te delala Pavlovi in povedala, da bi jih je naredila tako velike, to je vse noter jajc in noter je mehko, zunaj je trdo, polno cukra. Naredila sem tako velike in noter je bilo 16 skodelic belega cukra. Jaz verjamem, da sem samo hranila svojega raka s tem cukrom. Torej danes, ko mi cerkev reče, če lahko naredim Pavlovi, jim rečem, preveč vas ljubim, da bi vam kaj tazga naredila. Raj vam naredim jabučni štrudl in sigurno znam narediti dober zdrav jabučni štrudl. V zdravstvu, na zdravstvenih pritožbah, komisija pravijo, da je izmišljena oseba. Torej, dali smo jim številko in sem jo kasneje vprašala, vas je kdo poklical? Ne, noben me ni poklical. Ampak videli smo zelo neverjetne preobrate tudi nekoč. Kako je z njo sedaj? Po 6 tednih, brez sadja, je šla na malo sadja. Malo grapefruta in kisle jabke. Čez pol leta je uvedla nekaj malega jagodičevja. Kar nekaj takih zgodb smo videli. Ko sem bila še v zdravstvenem centru v Angliji, so rekli, veste, protizakonito je, da zdravite raka. Ja, se mi ne zdravimo raka. Vidite to? Vi ga ne zdravite. Vse, kar vi delate, je učite. Rečete, da je telo čudovito in če mu date pogoje, se samo odzive. In to je vse, kar pravite. Torej, vas nikoli ne morajo spodnesti. Edini razlog, zakaj sem resnično bila prepovedana, je bilo zaradi moje moževe politične partije. Imeli so agento, čeprav ni bilo nič narobe. So očitno imeli ukaze, da me sesujejo. In to se je zgodilo. Mislim, da boste vi varni, ker vaš mož ni Michael O'Neill.
Torej, ko se je ukvarjal s tem, mu je žurnalist rekel, ste pripravljeni izgubiti ves svoj denar, svoje podjetje, hišo, ugled? In Michael je rekel, nisem več 30, zdaj sem v 60-ih, ja. Ampak ni bil pripravljen, da bodo onesposobili mene. In kar Bog išče, so ljudje, ki bodo stali. Ena izmed najmočnejših načinov stimulirati zdravljenje v telesu je to, da prenehate jesti. V našem centru vedno imamo 2 dni sokov in smo ugotovili, da je veliko bolje, če začnemo z zelo dobrim kosilom, obrokom. Torej, ko pridejo v nedeljo, dobijo zelo dober, lep obrok. In hrano bomo še definirali kasneje. Zelo lepo kosilo za njih. In zvečer dobijo samo še juho. To je veliko zelenjave, v veliko vode. Kasperti so tega veliko skuhali, ne? Veliko zelenjav, veliko vode. Vedno s koprivo da veliko mineralov. In po 4-5 ure kuhanja otočimo in dodamo keltsko sol, ki jo vzamejo tudi po noči, kjer imajo vsak popoldne savno, sparo in tam veliko zašvicaš, ampak izločiš tudi nekaj mineralov. Torej ta mineralni napitek konec dneva jim dodaja te minerale, ki si jih izgubili. Torej, ko se vaše telo potrebuje 1200 kalorij, da prebavi obrok. Torej, ko ne prebavljate, vaše telesne energije gledajo, da bi nekaj počele, ker ne potrebuje prebavljati obroka. Torej, kar išče, kaj lahko storimo? To je tako kot ko sem doma na počitnicah, grem v dele hiše, kjer ne grem vsak dan. Vsak dan pomivaš posodo in tla tam, kjer hodiš. Ampak, ko imaš dodaten čas, greš na vse tiste ostale dele, kjer še nisi. In isto počne telo. In jaz grem tja, kjer me najbolj teži. Zadnje, ko sem imela doma čas, sem razstavila knjižno polico, se znebila vseh knjig, ki jih ne želim več, ki sem jih prebrala, so dobre, niso, ampak te pač, ki niso vredne, da jih obdržim. In drugače bo pri vsakemu človeku. Morda boste očistili druge prostore, ampak telo ve, kam je treba iti. Vprašanje od gospoda. Prej ste omenili 4 do 5 ur kuhanja zelenjave, juhe. Kako je z minerali po teh času, a še ostanejo? Ali razpadajo? Recimo kot pri soli, ko je delate, zgubite nekaj mineralov. Recimo morska sol. Gre bolj za evaporacijo, ki izgublja to. Ampak to je dobro vprašanje. In imam dober odgovor in novice za vas. Ni važno, kako dolgo kuhate zelenjavo, nikoli ne izgubite mineralov. Minerali vedno ostanejo v vodi. A dobite več mineralov, če je sveže? Ne, isto dobite. Kar pa izgubite z kuhanjem zelenjave, vitamin C in vitamin A. Mineralov pa ne. Problem s pridelavo soli je pa to, da izgubiš minerale, ampak da ne počakajo, da vsa voda evaporira, ampak postrgajo prve minerale, kar je v bistvu natrijev klorid. Torej, segrevanje ne uničuje mineralov. To je dobra novica. Torej, ko se telo odpočije od prebave, sedaj gre v obnovo, popravljanje. Preden pa bo obnovilo in popravilo, mora očistiti hišo. Nikoli ne boste šli v staro hišo in premazali umazano stene. Ne, prvo je treba hišo očistiti. Torej, imamo organe za detoks in te organi imajo določene potrebe. In največji organ za detoks je koža. Dr. Kellogg je imenoval kožne pore milijone malih kanalizacij. Kanalizacija, ki mečejo ven smeti. Koža dela 3 reči. Absorbira, zato morate paziti, če se dotikate. Diha, zato nikoli popolnoma ne pokrite svoje kože, ker diha.
Zato dajete k vaši koži samo naravne vlaknine in oddaja strupe. Kakšno čudovito stvarjenje je ta koža. Koža ima tudi določene potrebe, mora dihati. Zato potrebujemo se vsak dan stuširati. Vsak dan. Umijte smeti iz vašega telesa. Vsak dan se stuširajte ali skupajte. Pazite na kreme, vse kar dajete na svojo kožo. Mora biti narejeno iz naravnih vlaknin in 3 stvari, za katere bodite res pozorne, torej poliester, najlon in akrilik. Poliester, najlon in akrilik so v bistvu kemična vlakna. Za razliko od viskoze, model in rayon so narejene iz lesa, iz pulpe. Ampak, ko jih kupite, operite jih in dajte jih viseti za kakšen dan, zato ker uporabljajo kemične sestavine, da zmehčajo ta les. Ampak, če jih operete in date na žičko, to bojo kemikalije šle ven in vstal vam bo les. Torej, pomislite na to, da pustite koži dihati. Vaša koža potrebuje tudi telovadbo. Ko telovadite, povečate cirkulacijo krvi tudi do kože in s cirkulacijo krvi do kože date tudi koži možnost, da izloči strupe. To poveča to. Zato je najboljši čas za tuširanje po jutarnjem sprehodu. Kaj storim jaz? Jaz imam vedno toplo kopel oziroma tuširanje zvečer, zjutraj pa tečem gor in dol po klancu in potem skočim v jezerček. To je moje jutranje čiščenje v jezerčku. Ko pa sem na vrtu in je zelo vroče, na poti domov še malo zaplavam. In to je najboljše. Ko je vroče in ste zašvicani, umazani, se potunkate v čudovit jezerček oziroma potoček. Torej potrebujemo vodo znotraj, približno 8 do 10 kozarcev vode na dan. Če ste veliki kot jaz, morda za 8, če ste večji od mene, pa več. In zunaj potrebujemo vodo. Torej, voda znotraj in zunaj. To je lahko sauna s paro, ki pomaga švicati. Naša sauna je ravno zraven potočka, tako imamo, ne razumem, ampak zgradimo ogenj, ki ima neke cevi in to gre v majhno hiško in naredi potem paro in potem skočimo v potoček in nazaj v savno in spet v potoček. Ko date koži prave pogoje, 80% telesnih strupov pride čez kožo. To je neverjetno. Oprostite, 70%. 70% strupov pride čez kožo. Torej, kaj so torej pravi pogoji? Je to, da skrbite, da ste dovolj hidrirani. Jaz nekaterim pravim, ne morate se hidrirati pol ure pred savno. Začeti morate zgodaj zjutraj, malo pa pomalo, skozi cel dan, da nahidrirate telo. Torej, 70% smeti telesa preide skozi kožo, ko ste dobro hidrirani in ko lahko imate tako savno s paro. Še en organ detoksa so vaša pljuča in vaša pljuča potrebujejo svež zrak. Očitno je, da tu zunaj je dovolj svežega zraka, ker ta drevesa oddajajo kisik. Pazite torej doma, v hišah. Preglejte vaše vzglavnike in žimnice. Ko kupite vzglavnik, ima datum na njej, ste opazili? Ker ko ljudje švicajo po noči, gre to dosti krat v vzglavnik in tam se lahko goji plesen. Torej dajte vaše vzglavnike na sonce vsakič, ko perete perilo in tedensko bi morali prati naše rjuhe. In rjuhe bi morale biti iz naravnih vlaknin.
Jaz sem jih pred kratkim kupila in so zelo dobre. 50% lan, 50% model. Zelo, zelo so dobre. Vedno gledam za dobre rjuhe, ker so lahko zelo drage. Tudi bombaž so dobre, bombažne. Zagotovite, da so naravna vlakna, torej poskušajte imeti volnene deke, deke iz perja. Pazljivo, zaradi tega, ker vse to lahko vpliva na to, da vdihavate svež zrak ali ne po noči. In če imate v spalnici tepih, ki je potrebno idealno sesati večkrat tedensko. Mnogo ljudi ne počno tega. Če pa imate doma posteljo ob lesenih tleh, potem vidite po 4 dneh, vidite, da se takoj pojavi prah. Ta prah se nabira v tepihu, ampak ga ne vidite, ker je tepih. Torej, vse te reči vplivajo na to, da ne vdihavate svežega zraka. Pljuča potrebujejo tudi telovadbo. Te informacije, ki vam jih podajam, sem dobila iz knjige Anatomija in fiziologije in se mi zdi, da je zelo pomembna, da jo podate tudi gostom. Ravno sedaj vdihavamo 500 ml in 500 ml izdihamo. Ko pa telovadimo in ko se res zadihamo, globoko dihamo, ko ste prišli na vrh hriba ali na pol poti, potem vdihavate 3,6 litre zraka in izdihavate 3,6 litra strupov. Smeti, kakšna razlika je to? Torej, običajno je pol litra vdihavamo, pol litra ven, ko pa telovadimo, izjemno telovadimo, potem vdihavate 3,6 litra in izdihavate 3,6 litra smeti. To sem brala v knjigi Anatomija in fiziologija. Vidite, kako uporabljate znanost in znanost bo podprla vaš namen izobraževanja. Torej, telovadba je ključna za pljučno zdravje. Pljuča potrebujejo tudi veliko vode, ker je majcena količina vode v vsaki alveoli v pljučih. In mi imamo 3 milijone alveol. Oprostite, 300 milijonov alveol v naših pljučih. In to je neverjetno, kaj ne? Gospod je vprašal, kakšne smeti izhajajo iz naših pljuč? CO2 največ. CO2 je smet v obliki plina v celicah in v celice se bomo potopili jutri. Torej v celici boste videli, da se glukoza in kisik skupaj zgorita in oddata CO2 kot smet, izloček. Torej večinoma gre CO2, ki gre z nas. In če se CO2 začne nabirati v vaši krvi, ker se ga ne morete znebiti dovolj hitro, potem to ustvarja kislo okolje. Torej dobite še eno reakcijo. Zato pa dihanje. Zato vdihavate to, če imate na nosu masko. In zato maske niso zdrave. Dobre. Tako izgledajo vaše alveole. In majhna količina vode je v vsaki alveoli. In zaradi površinske napetosti vode, pa veste, kaj ste mislim? Če ste si kdaj gledali malo jezerca, kjer se mala bitja sprehajajo po vodi. In to lahko zaradi površinske napetosti. In ko si umivamo lase, uporabimo šampon, ki predre to površinsko napetost, da si lahko izperemo lase. Zaradi površinske napetosti vode, ko izdihavamo, te alveole kolapsirajo, torej lahko se izloči ves CO2 in ko vdahnete, dobite več kisika. Če ste dehidrirani in te kapljice vode so komaj tam, vaše alveole ne morejo popolnoma se skrčiti in ne morete dobiti polno količino kisika. Zelo preprosto. Več kot imate vode, več lahko kisike absorbirate. Ledvica. Vaša ledvica filtrirajo kri
in hkrati so organ detoksa in potrebujejo dovolj tekočine, vode. Ker je mnogo težje vašim ledvicam, da filtrirajo bolj gosto kri. Najboljši razrečevalec krvi je voda. Ampak brez vode potrebujemo imeti tudi polnovredno sol. To je keltska sol. Keltska sol vsebuje 82 mineralov. Sol si bomo pogledali v detajlih med tednom. Himalajska sol ima 75 mineralov. Zato, ker je vaša kri slana, vaš švic je slan, prepričan sem, da nihče noče probati naš urin, svoj urin, ampak tudi vaš urin je slan. Torej, izgubljamo sol vse poprek. Gospod sprašuje, kako pa? Plastika v morju, morska sol. Dobra novica je, da vse težke kovine in kemikalije potonejo na dno. Torej, gre bolj za morski plevel. Torej, najslabša hrana so v bistvu vaše ostrige, rakci in raki in vse te reči. Seveda iz tega ne jem, ampak ljudje, s katerimi se boste ukvarjali, morda jedo to. Torej, pomembno, da imate to spoznanje in da razumete to. Morje je neprestano tolče ob zid, kar ga očiščuje. Veliko smeti pa se danes tunka ravno v morja, ja, to je res. Gospod vpraša, ne razumem, zakaj himalajska sol s 75 minerali, ki sicer prihaja iz morja. Pred nekoč, ja. Ja, nekaj se izgubi v procesu, nekaj se izgubi v temu, da je bilo v gorah. Torej, take različne stvari vplivajo na to. Vprašanje gospoda, ali uporabljate keltsko sol za vsak obrok ali samo za enkrat na dan v vodi? Jaz vzamem majhen kristalček pred vsakim kozarcem vode in zelo bogato jo dam na krompir, solato in vse, kar jem. In zaradi tega, ker je to balancirana sol, deluje s telesom. Ker morska sol je 92 mineralov. In temu rečemo izotonska raztopina, ker je ista mineralna sestava kot v našem telesu, v vseh tekočinah. Vse telesne tekočine, kot je nekdo napisal, je rekel, je to notranje morje našega telesa. In dr. Robert Thompson, laž o kalciju, verjame, da je morska voda največji indikator Boga stvarnika. Zato, ker so si telesne tekočine in morje tako podobni in v bistvu celo vojaški mornarji so delali transfuzijo z morsko vodo, če je kdo potreboval transfuzijo. Torej, to vam kaže ilustracijo, kako v bistvu so si podobne. Torej, ledvica potrebuje vodo in potrebuje to polnovredno sol, potrebuje tudi telovadbo. Ledvica, Ellen White pravi, da telovadba jača in da je ton notranjim organom. Torej, na to ne razmišljamo, ampak medtem, ko telovadite, vsak korak, ki ga naredite, se ledvica premikajo in se jačajo in dobivajo tonus. Telovadba ojača tudi cirkulacijo krvi k ledvicam in ledvica filtrirajo kri. In to spet razloži, zakaj morajo ledvica biti topla. Ni čudno, da ko sem bila na Škotskem pred 2 tedni, sem bila vesela, ker sem najdla kilt, ki ni bil predrag. Ker, vse veste, kilt je tako, na zunaj izgleda tako debel, znotraj pa je le toliko in 100% volno. In jaz pa imam sigurno trenutno 4 plasti volne na sebi. In ledvica mora biti topla, ker če se ohladijo, potem ne boste dobili krvi na to področje. Potem ledvica ne morejo filtrirati krvi, kot bi jo morale. Vaša ledvica hkrati potrebujejo ne samo toploto, no, vodo smo že rekli, piše tam gor. Samo mikroskopski odpadki pridejo iz teh 3. Največje smeti pa pridejo skozi
črevo. In črevo ima svojo glavo. Če imate drisko in rečete nehaj, ne bo ratalo, ne? In če ste zaprti in rečete naj deluje naprej, tudi ne deluje, če si mislite. Sedaj berem knjigo, ki se imenuje Drugi možgani, in to je naš črevo. Črevo ne sme biti iritirano, ampak potrebuje stimulacijo. Torej, kaj stimulira naš prebavni trakt? Kaj torej stimulira naše debelo črevo? Torej, vlakna. Vlakna storijo dve reči. Stimulira peristaltiko, kar je to gibanje skozi debelo črevo, in hkrati pometa naše debelo črevo. To si bomo v detajle pogledali, ko bomo šli potovanje skozi usta in skozi ves prebavni trakt. Pregovori 14:6. Posmehljivec išče modrost, pa je ne najde. Razumnemu pa je spoznanje lahko. In zato verjamem, da kot zdravstveni misionari potrebujemo pokazati ljudem, kako v bistvu različni organi delujejo. Ker ko veste, kako deluje, boste avtomatično vedeli, kako jih pomagati, da se zdravijo. Torej, če si pogledate sestavo debelega črevesa, kasneje bom to narisala, ki ima vse te resice, in te resice je potrebno pometati in vlaknine jih pometajo. Torej, vlaknine v hrani ni prebavljivo. Vlaknine niso prebavljive. To so ostanki od prebave in imajo svoj namen. In najbolj vlaknasta hrana so v bistvu vaša zelenjava. Zelenjava, sadje tudi ima. Ampak zapomnite si to in to si lahko zapišete. Zelenjava ima zelo veliko vlaknin. Veliko mineralov. Zelo malo sladkorja. Sadje, veliko vlaknin. Veliko sladkorja, malo mineralov. Vidite razliko? In zato, če ima nekdo problem s kvasovkami, raka, potem gremo malce stran od sadja in gremo bolj k zelenjavi. Torej, da boste vedno lahko odgovorili, zakaj. Zakaj je temu tako? Vprašanje? Ellen White govori o čiščenju s sadjem in v povezavi za preveč dela z možgani. Da, to bi bilo dobro, ampak če ta oseba ima problem s kvasovkami, potem to ni dobra stvar. Lahko gre to k slanim sadežem. Paradižnik, kumare, avokado, jajčevc, bučke, buče, te imajo veliko vlaknin, sicer jih jemljemo kot sadež, ker klasifikacija sadja je to, da imajo seme znotraj. Ampak to so, mi rečemo, slano sadje. In razlog, zakaj se sadje in zelenjava ne mešata dobro, zato ker so zelenjave z malo sladkorja, sadje pa z veliko. In tukaj pride malo do vojne. Ampak ta slano sadje, da to lahko gre z zelenjavo in tudi z sadjem. Edini razlog, zakaj gre to tudi z zelenjavo, zato ker imajo tako malo sladkorjev. Tradicionalno je spoznano, da sadje čisti, zelenjava pa zdravi. Mi pa imamo toliko različnih zdravstvenih stanj danes, ki potrebujejo v bistvu manj sladko. Torej, diabetiki rabijo manj sladkorja. Ljudje, ki so pretežki, potrebujejo manj sladkorja. Rakovi bolniki prav tako. Ljudje s problem s kvasovkami. Vidite? Kako je pa z vitamini? Ja, seveda potrebujemo vitamine. In te so tudi v zelenjavi. Obilno. Kmalu bomo imeli tudi čas za vprašanja. Torej, naše debelo črevo potrebuje vlaknine za peristaltiko in za pometanje, čiščenje. Črevo potrebuje tudi vodo. Ena izmed glavnih funkcij debelega črevesa je to, da izloča vodo. Torej, da se oblikuje blato. Ko se sestavine premaknejo iz čreva v debelo črevo, so tekoče takrat.
Temu bi mi rekli driska. Ampak ko gre skozi debelo črevo, skozi naraščajoče črevo, prečno debelo črevo in padajoče debelo črevo, absorbira vodo in tako se oblikuje blato. Torej, če je oseba dehidrirana, potem je absorbirane več vode in potem ljudje izločajo bobke oziroma cement. In ko bomo to bolj podrobno preučevali, tudi zaprtje in tudi razdraženo črevesje, Crohnsovo bolezen in vse, kar debelo črevo potrebuje, da je lahko efektiven organ detoksa, potrebuje tudi telovadbo. To premika debelo črevo, ga nežno masira in telovadba poveča krvno cirkulacijo do debelega črevesa. Torej, telovadba je ključno pomembna. Kolorektalni rak je drugi ubijalec v Ameriki in to je v narodu, ki ne jejo nič vlaknin, ki pijejo sladko pijačo, čaje, Coca-Colo in redko telovadijo. Ni čudno. In še nekaj, kar stimulira debelo črevo, je smeh. Pregovori 17:22. Veselo srce podarja zdravje, potrd duh pa suši kosti. Jaz bi pa povedala, da potrd duh lahko izsuši tudi debelo črevo. Veste, da se otroci smejajo 120krat na dan? Naučite se bolj smejati. Moj vnukec je šel neko noč spat, ko je bil star 3 in nazaj je poklical mamo in rekla: mama, kaj pa je? Rekel je: ja, ravno sem odkril nekaj novega smešnega. In vprašala ga je: kaj pa je? In rekel je: in to je bilo to. In še vedno nasmeje ljudi. Ampak debelo črevo potrebuje tudi pravo pozicijo. In prava pozicija je počep. In to bom razložila v detajle, ko bomo šli skozi našo prebavo. Ko sem bila v Singapuru, v Afriki, v Indiji, Malajziji, boste našli tam evropske WC-je in lokalne WC-je, ki so v bistvu samo luknje v tleh. In vse to je lepo zadelano s ploščicami, ampak tam počepneš. In znanost danes kaže, zgodovina tudi kaže to, znanost pa o temu ne govori ravno veliko. Znanec danes kaže, da obstaja mišica v zadnjem delu debelega črevesa in ko počepnete, se sprosti. Torej, ko počepnete, se odpre debelo črevo in sprosti anus. In to preprečuje in pomaga zdraviti hemoroide. Ampak to si bomo bolj podrobno pogledali v tistem predavanju. Še en mali organ detoksa in to je jezik. In ko ljudje se postijo, se lahko zjutraj zbudijo z zelo smrdečim jezikom, ampak ne bi si smeli prati zob, ko se zbudimo. Ne. Zato, ker kaj trenutno v naših ustih je v bistvu vitamin B12 in to je bakterija, ki se nekako nabere med zobmi in prvi kozarec vode, ko popijemo, dobimo B12. Po kosilu si umijemo zobe. Zobe si umijete torej po obroku, da odstranite vse ostanke hrane izmed zob. Ker sicer, če tam ostane, bo začelo gniti zaradi cikla življenja. In bakterije, ki se proizvedejo, lahko najedajo tudi vaše enamel na zobih. Ampak predlagamo tudi našim gostom še eno stvar in to vsako jutro počnemo kot obvezno in to je žvrkljanje z olja. Torej, ena žlica kokosovega olja in žvrkljate. 10 sekund, počakate 10 sekund, 10 sekund spet žvrkljate. To se imenuje vlečenje strupe ven z oljem, zato ker vleče strupe ven iz jezika. Druga stvar, zato ker vleče strupe ven iz žlez pod jezikom in vse smeti pri žilah pod jezikom. Obstajata pa še dve področji, kjer izloča strupe in to je pri sinusih.
Slišal sem ljudi, ki so imeli probleme s sinusi in so to izvajali in so rekli, da so potem močno pihnili z nosa. In tudi ljudje s problemi s pljuči, bronhitis, potem, ko so to žvrkljali, so skašljali tudi nekaj koščkov iz pljuč. Kako lepo. Poznam tudi ljudi, ki so premagali problem krvavečih dlesni, torej 2 do 3krat na dan so uporabili olje. Ojača dlesni in pomaga očistiti zobe, ker kokos, ko se poveže z vašim bakterijam, sprošča antibakterijske elemente. Torej, kokos sam po sebi v vaši steklenici ni antibakterijski, ampak ko se poveže z bakterijam na vaši koži, pa postane antibakterijski, recimo v vaših ustih. Se pravi, prvo pijete vodo, potem pa to. Jaz ponovadi spijem več kozarcev vode, malo soli, ponovadi 3 in na to telovadim. In ko pridem nazaj, imam še en kozarec vode in potem žvrklam olje in potem pripravljam zajtrk. In to je tako, kot da bi imel zmenek sam seboj. Kdaj bo počel stvari? To je tako kot pri telovadbi. Če se ne zmenite za telovadbo, naredite zmenek za to, potem tega ne boste storili. Če torej jezik izloča smeti in zjutraj pijemo vodo, ali to ne splakne smeti v črevo? Ni važno, zato ker je naš prebavni trakt v bistvu votla cev. Torej, če to splaknete dol, bo prišlo pač na drugi strani ven. Ampak ne pogoltnete olja. Ne. Zato, ker olje v črevesu lahko začne pribava plus kar nekaj smeti v tem olju. Kar pa storite je, ko pljunete to, pljunete na travo, zato ker vam lahko zamaši vse cevi doma. In mikroorganizmi, ki živijo v zemlji, bodo zelo srečni, ko bodo to dobili. In potem splaknete vaše usta nekajkrat in to. Kako to vpliva na pljuča? Zelo zanimivo vprašanje. Ampak sami sprobajte, boste videli. Ko žvrkljate olje, boste dobili občutek, to vas spodbuje k kašljanju. Ampak ne pozabite, da je naše telo vse povezano. Ista kri, ki gre skozi naša pljuča, gre skozi usta in vse dele telesa.